Lepo pozdravljeni na valovih Radia Robin. Ponovno je prišel čas za oddajo Dober dan, župan. Danes pa je na vrsti občina, ki je bila ustanovljena leta 1994, ima 72 naselij, znotraj njih pa nekaj več kot 10 tisoč prebivalcev. V zadnjem času je precej investicijsko naravnana in tako pogleduje tudi proti prihodnosti. V svoji družbi zato pozdravljam župana občine Tolmin, Alena Červa. Dobrodošli pri nas. Ja, zdravo Kenny in lep pozdrav tudi vsem vašim poslušalkam in poslušalcem. Začnimo kar pri zadnji pridobitvi. Tudi mi smo poročali in obiskali slovesno odprtje nove tržnice, vredne približno 700 tisoč evrov, ki vsebuje med 15 in 20 mest za prodajalce in 5 kot nekakšnih kioskov. Za kako pomembno pridobitev gre? Pa jaz bi rekel izjemno pomembno. Gre za stičišče našega glavnega mesta občine, centralno lokacijo, predvsem pa en velik korak naprej za vse prodajalce, predvsem lokalnih izdelkov, sira, mesnin, mlečnih izdelkov, tudi drugih produktov. Na drugi strani pa s novim sodobnim pokritim prostorom dobivamo tudi priložnost za organizacijo različnih dogodkov v centru kraja. Pa tudi vizualno je res en lep objekt, na katerega smo lahko ponosni, iz lesa, domači izdelovalci, domači mojstri so to delali, tako da smo veseli, da smo to investicijo po dolgih letih pričakovanj pripeljali do konca. Tržnica je sicer del nekega, bom rekel, celovitega urejanja središča Tolmina. Poleg je tudi benzinski servis, ki ga nameravate premakniti, in avtobusno postajališče, ki ga želite odkupiti. Kako daleč ste s temi načrti in kako bi potem to neko celovito urejeno mestno središče izgledalo? Ja, pri urejanju središča Tolmina ključno komponento igra nova obvoznica, ki smo jo odprli pred cirka 2 letoma, kajti s tem ta cesta skozi središče kraja ni več državna, ni več tranzitna, postaja občinska. Čakamo še preplastitev, to nam je Ministrstvo za infrastrukturo še obljubilo, potem pa gremo v prenos lastništva in od tam dalje bo vse lažje, ko enkrat delaš na svojem. Drži pa, kot ste omenili, da je še kar nekaj ključnih objektov, ki jih želimo bodi si premakniti na obrobje kraja, bodi si preurediti, da bi to središče zaživelo, predvsem prilagojeno domačinu in kvaliteti življenja Tolmink in Tolmincev. Tako da iščemo nadomestno lokacijo za bencinski servis. Tisto prvotno zamišljeno so poplave leta 2023 po domače odplaknile, poplavna varnost tam ni več ustrezna, tako da zdaj smo v procesu ciljnih sprememb prostorskega načrta za novo lokacijo na Dobravah, in ko bo enkrat bencinski servis umaknjen, pa hkrati, kot ste omenili, tudi avtobusna postaja, kjer se pogovarjamo z podjetjem Nomago, da bi šli v odkup in delno prilagoditev, potem bi res dobili veliko prostora za dosti bolj domačinom prilagojene rešitve. Je pa nehvaležno obljubljati karkoli, če nisi lastnik, ne? Tako da lastniške razmere moramo urediti prednostno, potem pa bo na vrsti tudi en širši arhitekturni natečaj, kako bi to območje uredili celostno. Blizu je tudi policijska postaja Tolmin, za katero že dlje časa obstajajo načrti. Nenazadnje mislim, da je bilo leta 2022 podpisano pismo o nameri. Verjetno upate, da projekt ne bo ostal v predalu, ne? Ampak glede na, bomo rekli, vse kolobocije, ki so prisotne že pri sestavi same vlade, ostajate optimistični? Pa če se malo pošalim, optimizem spet rase, kajti morda pa dobimo ministra, ki je to pismo o nameri podpisal. Gospod Hojs je to storil leta 2022, vmes smo zamenjali 3 druge ministre za notranje zadeve, zdaj pa glede na procese v Ljubljani mogoče dobimo celo déjà vu. Ampak šalo na stran, tudi na tem se dela. V postopku je pridobivanje gradbenega dovoljenja za novo policijsko postajo na Logu in jaz mislim, da smo ključna vprašanja razrešili, tako glede poplavne varnosti, kot glede menjalne pogodbe lastništva zemljišč. Seveda sama investicija pa bo kar velik zalogaj za državni proračun in tu verjamem, da bodo spoštovali dogovorjeno. Prenova osrednje stavbe zdravstvenega doma Tolmin je bil eden največjih projektov tolminske občine v tem mandatu. Župan Alen Červ, kako kaže?
Drži, zagotovo najbolj kompleksen, tudi finančno najbolj obsežen projekt tega mandata, ki dolgoročno zagotavlja res kvalitetne pogoje, tako za družinsko medicino, specialistične ambulante, v drugi fazi pa potem tudi za neke vrste urgenco za celotno Posočje. Projekt je pri koncu in nekje v začetku julija načrtujemo kar sočasno otvoritev vseh teh novih prostorov, pa hkrati podpis pogodbe z izvajalcem izgradnje satelitskega urgentnega centra, kar je nekako druga faza te obsežne investicije. Koliko časa potem bi približno trajala gradnja SUC-a? Približno 1 leto, morda kakšen mesec več, tako da bi jeseni leta 2027 bili proti koncu tudi s satelitskim urgentnim centrom. Kakšno je sicer trenutno stanje v zdravstvenem domu Tolmin po vseh težavah, ki so jih beležili predvsem lani? Ja, predvsem kadrovska slika in tudi celokupno stanje zdravstvene oskrbe za Posočje se je kar močno izboljšalo. K temu smo nekako z roko v roki pristopili tako zdravstveni dom kot vse 3 občine, poleg naše še Kobariška in Bovška. Za poletno sezono, ko je pritisk največji, smo uspešno uvedli turistično ambulanto. Ta je sestavljena iz 14-dnevnih terminov, ko pri nas gostujejo dežurni zdravniki iz ostalih koncev Slovenije in tako razbremenjujejo domače zdravnike in izboljšujejo, bom rekel, odzivnost zdravstvenih služb. Prav tako smo za Baško grapo kot eno najbolj zahtevnih območij pridobili koncesionarja in bo tam družinska ambulanta delovala sedaj 2-krat tedensko. Tudi na področju splošne kadrovske slike pa se stanje izboljšuje. Ena splošna zdravnica se vrača, kar nekaj okrepitev smo dobili na področju specialistike. Verjamem pa, da ko bomo imeli enkrat dokončan ta zdravstveni center s satelitskim urgentnim centrom in vsemi novimi ambulantami, da bo tudi interes zdravnikov za delovanje v Posočju še toliko višji. Če pa bo šlo tudi razumevanje pomembna zakonodaje v smer, kot se zdaj nakazuje, pa bomo tudi pri zagotavljanju tistih delnih programov, ki so nam dodeljeni na področju specialistike, lahko uspešnejši. Posvetiva se še novogradnjam. Parcele na Šentviški gori so, mislim, da skoraj v celoti oddane. Kako pa je stanovanjsko sosesko Cvetje, ki je prav tako v načrtu že nekaj let? To je bilo tudi eno izmed vprašanj, ki so jih poslali poslušalci. Ja, res je. Torej, zdravstvena oskrba je pomemben del kvalitete bivanja v neki občini, še pomembnejši pa je verjetno dostop do stanovanj. Na temu intenzivno delamo. Po zaključku stanovanjskega bloka v Zalogu in prodaji parcel v Žabčah so zdaj na vrsti te na Šentviški gori. Tam imamo 10 parcel, nekaj že ima novih lastnikov, nekaj pa jih bo dobilo v naslednjih mesecih. Ta postopek je v teku. Ključna in dolgoročna rešitev pa je zagotovo stanovanjska soseska na Cvetju. Tam načrtujemo okrog 100 novih stanovanj, tako javnih, najemnih kot tržnih. In veseli me, da bomo na naslednji seji občinskega sveta v mesecu juniju tudi sprejeli podrobni prostorski načrt ter pogoje za dražbo za prodajo tega zemljišča. Tako da že poleti pričakujem, da to zemljišče dobi investitorja, s katerim bomo pogoje gradnje dorekli, in ukolikor bo šlo vse po pravi poti, bi po mojem ta stanovanja lahko bila vseljena v začetku leta 2029. Še kakšni ukrepi na tem področju? Pa občina poskuša iti čim bolj nasproti tudi pri reševanju stanovanjskega vprašanja. Poleg posebnih stanovanj, ki jih v najem oddajemo mladim, pa seveda vseh neprofitnih, imamo tudi razpis za sofinanciranje naložb v reševanje prve stanovanjskega vprašanja, bodi si nakupa, renovacije ali novogradnje. Temu namenjamo slabih 200 000 evrov letno in je zelo dobro sprejeto. Imamo pa še eno območje na obrobju Tolmina pod Brajdo, kjer se tudi dogovarjamo za ureditev, mislim, da 6 ali 7 novih zazidljivih parcel, ter eno zasebno investicijo v stanovanje na Dijaški ulici, kjer mislim, da bo 5 stanovanj. Tako da se dogaja, so pa to malce dolgoročnejši procesi. Stanovanjske soseske, čeprav je potreba velika, v 1-2 letih zgraditi ne moreš. Preteklo leto je osnovno šolo Dušana Muniha na Mostu na Soči prizadel požar. Šlo naj bi sicer za napako na električni napeljavi, nastalo pa je za približno 860 000 evrov škode. Velik del bo sicer pokrila tudi zavarovalnica. Kako pa naj bi potekala sanacija? Ja, za
župane je verjetno kar na mestu tisti rek, nič nas ne sme presenetiti. Ne glede na dolgoročen investicijski načrt smo imeli potem leta 2023 te nesrečne poplave, konec lanskega leta pa, kot rečeno, požar na mostu na Soči, in to so trenutki, ko je potrebno vse izpustiti iz rok in interventno nasloviti situacijo. Tu moram pohvaliti zavarovalnico, da smo dobro sodelovali pri projektiranju sanacije. Kar je zavarovano, bo seveda povrnjeno, nekaj bo primaknila občina, kjer so bili posamezni segmenti že amortizirani, ampak dela se že izvajajo in cilj je, da z začetkom šolskega leta, torej septembra, mostrski osnovnošolci stopijo v novo telovadnico, tako da, dobro, po eni strani marsikaj je bilo tam že itak za prenoviti, ampak ključno je, da se nikomur ni nič zgodilo, da je bil požar po noči, ko otrok ni bilo v šoli, in da bo tudi ta del infrastrukture zdaj prenovljen in varen. Ostajava na mostu na Soči, kot sami pravite, bo največji projekt občine v naslednjih nekaj letih novi vrtec. Dobili ste tudi najvišji možni delež sofinanciranja, približno 2 milijona evrov strani države. Ne gre pa zgolj za vrtec, kaj ne? Ne, gre za najbolj obsežen projekt, ki nas čaka v naslednjem mandatu in rešuje številna pereča področja za razvoj mosta na Soči. Poleg novega vrtca bo ta kompleks, ki združuje še osnovno šolo, po novem povezan. Imel bo skupno kuhinjo, jedilnico ter še en prireditveni prostor. Dobivamo nove prostore za glasbeno šolo in za zobno ambulanto. Na lokaciji sedanjega vrtca pa bo zrašlo večnamensko športno igrišče, pod njim pa garažna hiša. In ta je po mojem celo najpomembnejša zgodbi, kajti most na Soči je strnjeno naselje, parkirnih prostorov je malo in s tem se ves čas soočamo kot problem. Zdaj pa bo med 40 in 50 parkirnih mest pod zemljo v sklopu te investicije in ja, kot ste rekli, veselimo, da smo bili tudi tu uspešni in pridobili najvišjo možno višino sofinanciranja, pa verjamem, da bomo zaradi stila gradnje še prek ekosklada nekaj dodali, tako da bo vse skupaj izdržalo tudi kapaciteto občinskega proračuna. Na mostu na Soči so v pričakovanju tudi novega mostu, nove obvoznice, mostove pričakujejo tudi v drugih naseljih, prav tako je že znana trasa za obvoznico na Volčah. Kaj nam lahko razkrijete o teh investicijah? Kakšna je morda vizija teh krajev oziroma nasploh občine, ko bodo te prometne povezave zaključene? Torej, most na Soči je po moji oceni bil en neprepoznan biser izjemnega potencijala in s temi investicijami poskušamo ta potencijal izvleči in ga razviti. Tako da nov most bo zagotovo dal popolnoma drugačno komponento središču kraja. Že sedaj smo z vstopnimi točkami na jezero in nekaj manjšimi investicijami dali signal, da v most na Soči verjamemo in veseli me, da temu sledi tudi gospodarstvo. Letos se v okolici kraja odpirajo kar 3 novi hoteli, bo pa seveda izziv sobivanje domačinov in turizma. Ko pa bomo dobili enkrat še obvoznico, računam, da okrog leta 29 ali 30, pa bo lahko središče zaživelo povsem drugače, kajti brez tranzitnega prometa, tudi tam z umikom bencinskega servisa, bo to res en izjemen, miren kraj ob jezeru z res velikim potencialom. Kot ste omenili, je nova obvoznica načrtovana tudi mimo naselja Volče. Tudi tam bo postal kraj, če drugega ne, veliko bolj varen, miren, kajti zdaj ga na pol seka v bistvu državna cesta in naše načelo je prav to, torej po eni strani čim boljše prometne povezave, tudi z Ljubljano, Novo Gorico, s tem večja privlačnost za življenje v Posočju, hkrati pa umikanje tega tranzitnega, hrupnega, nevarnega prometa čim bolj proč od središč naselij. Tako da obe obvoznici, most na Soči in Volče, bosta izjemen doprinos, bo pa treba tekom gradnje tudi nekaj potrpežljivosti, kot vedno, ko gre za tako obsežne investicije. Pred dnevi oziroma pred tedni se je zaključila tudi druga faza sanacije na Grahovem ob Pači, začetek 3. faze pa mislim, da prihodnje leto. Ja, zgodba Grahovega je posebna. Takoj ob začetku mandata sem domačinom dal obljubo, da bom naredil vse, kar je v moji moči, da pridejo delovni stroji čim prej na lokacijo, kajti živeli so dejansko v strahu zaradi aktivnega plazu pod njihovimi stavbami.
temu smo sledili, sodelovali z 2 ministrstvoma, tistim za naravne vire in prostor, ter drugim za infrastrukturo, ter si razdelili stroške te druge faze, ki je tako samo cesto kot pobočje ob Grahovem utrdila. Zdaj pa nas čaka še 3. zaključna faza, da v celoti ta plaz saniramo in da bodo ljudje lahko tam mirno spali, če tako rečem. To pa je ustrezno odvodnjavanje vseh zalednih vodotokov ter širše utrjevanje pobočja. In potem, jaz mislim, da vsaj za enih 20-30 let bo ta brežina, na kateri naselje stoji, bila utrjena. Začnemo z letom 27, zdaj se zadeva aktivno projektira, je pa vse skupaj vključeno v načrt sanacij po naravnih nesrečah, tako da večino sredstev tukaj črpamo iz državnega proračuna. Eden izmed paradnih konj občine je prav gotovo turizem. Zelo obiskana so Tolminska korita, ki se lahko pohvalijo s prenovljeno vstopno točko. Nove vsebine je pozdravil tudi Kozlov rob. Jezero na Mostu na Soči ima nove vstopne točke. Morda načrtujete še kakšno posodobitev? Kaj lahko še pri vas računamo v okviru turizma? Ja, turizem je za Posočje sigurno dodana vrednost. Jaz sicer ne bi rekel paradni konj, zagovarjam, da mora biti to pomembna spremljajoča gospodarska panoga, od katere pa nikakor ne smemo biti eksistenčno odvisni, niti ne sme preveč kvariti kvalitete bivanja domačinov. Sigurno pa lahko omogoča nadstandard tako za kupno moč prebivalstva, kot tudi za nadgradnjo infrastrukture, ki si je sicer ne bi mogli privoščiti, in vesel sem, da tudi v tej smeri turizem razvijamo in počasi, vendar uspešno tudi podaljšujemo turistično sezono. Za nadaljevanje imamo za naslednje leta v planu predvsem neke investicije vezanih na najbolj obremenjeno točko, Tolminska korita. Tam načrtujemo skupaj s Triglavskim narodnim parkom, ki odslej s koriti upravlja, da cesto iz Zatolmina v Čadrk razširimo za ločen peš hodnik za obiskovalce, da leti ne bodo več obremenjevali same prometnice, pa tudi parkirišče, vstopno parkirišče na Štrklepsih želimo razširiti z enim kako bi rekel, multidimenzionalnim objektom, od kjer bi obiskovalci dobili tako šatel prevoze, poleg tega bi se lahko od tam peš napotili proti Kozlovem robu, proti Tolminskim koritom, da se ta prometni pritisk na same destinacije čim bolj zmanjšuje, da osebni promet čim bolj umikamo iz območja nacionalnega parka, pa tudi naših vasi, ter hkrati izboljšamo izkušnjo z bolj trajnostnim prometom. Tako da bolj kot v širitev gremo v smer trajnosti in pa zmanjševanja pritiskov na okolje. V zadnjem času je v porastu črno kampiranje, pa vendar ste se posoške občine zavezale k njegovemu preganjanju. Absolutno. Kot rečeno, prizadevamo si, da ohranimo to našo naravo, okolje čim bolj pristno, neprizadeto, hkrati, da ne ustvarjamo nelojalne konkurence, kajti ne gre le za črno kampiranje, recimo ob Soči v hribih, gre tudi za neprijavljeno kampiranje, kjer se ne plačuje turistične takse, kjer se ne plačuje potrebnih davščin, in vse to je na eni strani nelojalna konkurenca, na drugi pa tudi omejuje neko transparentnost, ki pa je potrebna, če želimo turistične tokove učinkovito usmerjati. Eno izmed vprašanj poslušalcev je tudi bilo, zakaj občina Tolmin zavrača avtodomarje in jih opredeljuje kot goste, ki nimajo dodane vrednosti. Tako ravno tega ne bi naslovil. Na obrobju Tolmina je posebno parkirišče za avtodome, imamo tudi veliko kampov, ki avtodome z veseljem sprejmejo. Drži pa, da smo proti temu, da se v avtodomih prenočuje kar tako izven urejenih mest ali pa na parkiriščih, kajti vse to za sabo potegne tudi odpadke, tako komunalne kot tiste druge, in prav je, da vlada nek red. Kot rečeno, v Posočju je pritisk turizma, še posebno v poletni sezoni, že na zgornji kapaciteti, ki jo nosilno okolje tu ima. Zato delamo predvsem na kvaliteti, predvsem iščemo goste z dodano vrednostjo, ki bodo znali ceniti naše okolje in konec koncev tudi domačinom omogočili nek zaslužek, medtem ko razprodajamo se pa ne. Kot rečeno, kvaliteta življenja domačinov je na prvem mestu, varstvo narave in okolje takoj za njo. In to jaz mislim, da je tudi eno visoko kakovostno doživetje. Ukolikor pa bi šli v smer masovnega turizma, pa mislim, da čez 10 let ne bi mogli več ponuditi nič več.
Ko smo že pri turizmu, se ne moremo izogniti vprašanju, kako občina Tolmin gleda na vse te kolobocije, stvari, zaplete okoli plovbnega režima na Soči in tudi o sporazumu, ki naj bi pričel veljati s 1. junijem in bi plovbo vendarle naredil prijaznejšo turistom. Ja, torej, glede na delež, ki ga plovba prinaša v samo tolminsko občino, smo za to tematiko porabili v zadnjih nekaj letih res nesorazmerno veliko časa, a vendar na drugi strani sem čutil svojo odgovornost kot nekakšen mediator med dvema bolj zainteresiranima stranema v Kobaridu in Bovcu in zelo me veseli, da smo vendarle prišli do nekega razumnega, razvojnega sporazuma med županom občine Bovec, tamkajšnjim občinskim svetom in tudi večino občinskih svetnikov v Kobaridu. Tako da mislim, da bomo v roku tedna, dveh ta sporazum tudi lahko podpisali, ko bodo enkrat uporabljena vsa pravna sredstva za odlaganje tega dne in potem bo končno spet gost v Posočju dobil en produkt z eno ceno in transparentno delitvijo glede na plovbo po reki Soči, ki je pomembna, ki je pomemben segment naše turistične ponudbe. Hkrati pa jo moramo spet dati v nek širši aspekt tako varovanja okolja, ribištva, kopalcev in smiselnega upravljanja z infrastrukturo, da ne bi prišlo do degradacije na dolgi rok. Samo še v tem delu na kratko, kdaj lahko pričakujemo plovbni odlok na Mostarskem jezeru in kaj bo predvidel? Torej, tam želimo take situacije, kot jih spremljamo na Soči, prehiteti. Tudi na Mostarskem jezeru je deležnikov veliko, od športnih veslačev, turističnih ladic, ribičev, supov, kopalcev, sprehajalcev in da ne bi prišli do tega, da se vse skupaj razpase in je potem težko to nazaj zakalupiti v neki režim, smo šli v to preventivno in bom rekel s korenčkom na mesto s palico, torej z občinsko investicijo v te vstopne točke za posamezne deležnike. Zdaj pa ima delovna skupina, ki sem jo imenoval do jeseni čas za predlog odloka in na to, ko ga bojo sestavili, bo šel v mnenja in soglasja vsem pristojnim soglasodajalcem na državni ravni, tako da verjamem, da bi lahko stopil v veljavo pred sezono 27. Ne bo pa tu šlo za pobiranje nekih pristojbin, pač pa bolj za delitev prostora, ki bo omogočala, da vsi te deležniki dobro sobivajo, da ima vsak svoj kotiček ob jezeru zase in da skupaj to neko obvladljivo celoto tvori, da ne prihaja do konfliktov v prostoru. V dogovor za razvoj regije je bil umeščen pomemben projekt izgradnje čistilne naprave v Tolminu. Za kako pomembno pridobitev bo šlo v tem primeru in kdaj pričakujete, da bo nared? Torej, naša občina je ena največjih po površini, zelo razpršeno poseljena in komunalno opremljanje vseh teh naselij, ki spada v pristojnost občine, je velik izziv. Zato se vsi zelo veselimo tega projekta, spet enega zelo obsežnega projekta, za katerega dobivamo sredstva iz Evrope. Čistilna naprava v Tolminu, ki bo nadgrajena, bo po novem omogočala priklop številnih dodatnih naselij, celotne linije ob reki Soči od Dol, Gabari, Volari, pa potem tega sklopa naselja okrog Ljubinja, Poljubinja in Rodan, pa še nekaj drugih manjših zaselkov. To je zelo pomembno za kvalitetno odvajanje odpadne vode, tudi sicer pa v vodovode in kanalizacije vlagamo kar pomemben del občinskih sredstev, zato je še toliko bolj dobrodošlo, da vsake toliko imamo možnost del tega tudi sofinancirati. Tako smo iz načrta za okrevanje in odpornost uredili vodovod do Kanalskega loma, pa kanalizacijo za naselje Kneža. Se pa obeta še ena prenova čistilne naprave tudi na mostu na Soči, tam pa iz naših lastnih sredstev, tudi tam pa bo na ta račun lahko priklopljenih nekaj dodatnih naselij, tako Modrejce kot postaja. Med postajo in mostom na Soči bomo delali kanalizacijo sočasno, ko bo država gradila kolesarsko stezo, tako da res teh investicij v infrastrukturo ne zmanjka. Sicer pa ste pred kratkim na zadnji seji sprejeli rebalans proračuna. Zakaj je bil potreben? Predvsem, da smo vsa sredstva, ki smo jih dobili za sanacijo po naravnih nesrečah, tako tistih z leta 23 kot teh v letu 25, uskladili z državnim proračunom.
tam je skozi sistem refundiranja teh investicij denar na voljo, morajo pa številke po domače klapati z načrtom razvojnih programov na državni ravni, da potem lahko ta refundacija poteka aktivno. Sicer pa smo morali umestiti tudi že omenjeno sanacijo telovadnice na mostu na Soči in na tak način zagotavljamo res aktivno črpanje tako zunanjih sredstev kot lastnih, da lahko ta investicijski cikl, ki je v teku, normalno v bistvu izvajamo. Ostaniva prav pri črpanju sredstev. Kakšni so načrti za naprej, za katere vse investicije imate v planu neko državno in evropsko sofinanciranje črpanja sredstev? Tu moram najprej res pohvaliti svoje sodelavce za preteklo delo, kajti v teh 3 letih mandata smo počrpali skoraj 13 milijonov državnih in evropskih sredstev, kar se mi zdi res izjemen rezultat in tudi edini možen scenarij za razvoj ene take občine kot je Tolminska, ki s svojimi sredstvi vseh teh investicij, veliko svojih tudi danes naštela, sicer ne bi zmogla. Tako da tudi vnaprej vse te večje, torej satelitski urgentni center, vrtec na mostu, čistilna naprava v Tolminu imajo močan pridih zunanjega sofinanciranja. Za tiste manjše pa po domače čakamo, da se sestavi nova vlada, kar nekaj obiskov pri novih ministrih imamo v načrtu, da bomo pripravljeni na bodoče razpise. Imamo nekje pravilo, da investicije, če ne govoriva direktno o cestah, ki so res v izključni pristojnosti lokalne skupnosti, vse ostale večje investicije, ukolikor nimajo vse 30-40% sofinanciranja, enostavno z njimi počakamo na primeren moment in kot kaže, se nam to obrestuje, kajti kot rečeno, na eni strani je res visoka vrednost počrpanih sredstev v preteklih letih, po drugi strani pa tudi visoka realizacija proračuna na strani investicij. Jaz mislim, da je to ključno še v naslednjih 2 letih, če želimo ta razvojni preboj Tolmina realizirati do konca. Ostaniva v prihodnosti, v katero verjamem, da pogledujete smelo. Pripravili ste tudi operativni načrt do leta 2030. Za investicije boste v teh letih namenili kar 70 milijonov evrov. Ena izmed večjih v Tolminu predvideva tudi bazen. Kaj še? Ja, moj cilj je, da bomo tudi v naslednjih letih na takih pogovorih, kot je današnji, lahko omenjali, opisovali čim večje število investicij, usmerjenih predvsem v visoko kvaliteto življenja v naši občini. Tu moram pohvaliti tudi občinski svet. Zelo konstruktivno smo te 4 leta delali in kot županu mi res veliko pomeni, da smo soglasno potrdili ta načrt investicij do leta 2030. Predvsem zato, da lahko že vnaprej učinkovito te investicije načrtujemo, smo pripravljeni na morebitne razpise za zunanja sredstva, pa tudi sam kader, tako na občinski upravi, kot pri projektantih, izvajalcih, se lahko učinkoviteje planira. Tako da upam, da bo šlo v to smer. Kot rečeno, ne more vsega predvideti, ampak investicije še kar nekaj na vrsti, veliko sva jih danes že omenila. Bazen pa je tisti bombonček, če smem tako reči, ki ga do 2030 res v Tolminu načrtujemo. V javno-zasebnem partnerstvu in sicer v kombinaciji tudi s turističnimi ponudniki se nam zdi, da tudi Tolminsko središče potrebuje na eni strani garažno hišo, ki bo naslovila parkirno problematiko, bazen pa bi ne le domačinom, tudi destinaciji za športne priprave, pa centru za šolske obšolske dejavnosti, gostujočim šolam in še marsikomu dvignil nivo ponudbe, ki jo Tolmin trenutno ima, tako da je to res načrt do leta 2030. Sicer pa občina konec meseca tudi praznuje svoj praznik. Kaj pripravljate? Torej, kot vsako leto bo na naši slavnostni seji prostor za priznanja, zahvale in nagrade vsem zaslužnim občanom. Ta del me najbolj veseli, ker kaže, da je skupnost aktivna, da je pozitiven, optimističen duh v njej in da vsak na svojem področju nekaj prispeva k razvoju. Bomo na tej slavnostni seji premierno predstavili tudi novo protokolarno darilo, in sicer županov sir. To je bila moja želja že nekaj let. Vemo, da tukaj okrog na Goriškem, Vipavskem župani podeljujejo županovo vino. Pri nas pa smo res znani po tem
dobrem tolminskem siru iz naših pašnih planin in v sodelovanju z lokalnimi kmeti ter mlekarno Planika bomo vsako leto tudi izbrali nov okus županovega sira, ki ga bomo torej premierno podelili letos. In za konec pa, da se malo pozabavamo, da se tudi sami nagradimo za uspešno opravljeno delo, pa še en večji koncert. Anika Horvat prihaja k nam skupaj z legendami te obalne glasbe od Slavka Ivančiča, Mefa, Faraonov in tako dalje. Tako da mogoče simbolično kot Soča, ki zaznamuje naše okolje, teče do morja, bomo zdaj more in Posočje povezali, imeli priložnost, da se ob zaključku prazničnega meseca maja poveselimo, ter na to nekako tudi že začnemo to visoko turistično sezono, ki, kot sva rekla, prinaša tako pozitivne posledice, kot tudi kakšen izziv, vsekakor pa veliko življenja in širjenja obzorij v naši dolini, ki se ga tako ali drugače zagotovo veselimo. Alen Čeru, župan občine Tolmin, hvala, da ste si vzeli čas in bili danes naša družba in želimo vam prijetno praznovanje. Z veseljem, hvala lepa za vabilo in vse dobro tudi vam, poslušalkam in poslušalcem pa torej vabilo tudi 29. maja, tako na slavnost vseja, kot na koncert, ki jih bo sledil. Tudi z moje strani, spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost, vabljeni, da ostanete na valovih Radia Robin še naprej. Dober dan, župan.